Dragi Stromljani, spoštovani gosti, lepo pozdravljeni na Stromljah. Danes smo se zbrali, da skupaj odkrijemo in blagoslovimo kip svetega Martina in uradno zaključimo dvoletni projekt, pri katerem so sodelovali Turistično društvo Stromlje, Krajevna skupnost Stromlje in občina Brežice. Sedaj pa vabim moški pevski zbor Stromlje pod taktirko Franca Veglja, ki nam bodo zapeli Lepa je vasica Stromlje in preostati leta. Lepa je vasica Stromlje, kjer meter tam in leži. Sebi vedno rada vabi dobrega srca ljudi. Tu je vince, tu je pesem, so dekleta, je ljubezen. Lepa je vasica Stromlje, vsak vesel v njej živi. Rojstna ti, vasica moja, vinska trta te krasi. Sladkim vincem se ponašaš, daleč naokrog slaviš. V mojem srcu si najdražja, tukaj moj je rodni dom. Lepa si, vasica Stromlje, vedno te jaz ljubil bom. V mojem srcu si najdražja, tukaj moj je rodni dom. Lepa si, vasica Stromlje, vedno te jaz ljubil bom. To sladko zlato vince je zbralo bratce nas, veselo si zapojmo, zdravice zdaj na glas. Kozarce si nalimo, nalimo do vrha, do dna ga vsi popijmo, ha, ha, do dna, do dna. Slovenski zemlji prvi kozarec navelja in zvesto ji služiti prisežimo sedaj. Kozarce si nalimo, nalimo do vrha, do dna ga vsi popijmo, ha, ha, do dna, do dna. Zdaj trčimo še sebi, živi naj vse nas Bog. Ko sonce žarlo vince, glej, glej, prijatelj skrog. Kozarce si nalimo, nalimo do vrha, do dna ga vsi popijmo, ha, ha, do dna, do dna. Kozarce si nalimo, nalimo do vrha, do dna ga vsi popijmo, ha, ha, do dna, do dna. Z besedi vabim predsednico Krajevne skupnosti Stromlje, Jasmino Juratović. Lepo pozdravljeni vsi skupaj v imenu sveta in pa v mojem lastnem imenu. Zelo sem vesela, da vas je danes, ste res zbrani v velikem številu, no? In to pomeni, da vam je mar za naš kraj in da vsaka nova pridobitev je zelo dobrodošla. Tako da najlepša hvala občini Brežice, še posebej pa turističnem društvu, ki se trudi, da ta kraj ostane tako lep, kot je, in mislim, da bomo to še naprej negovali in da bomo
še lepši, kot smo. Tako da, hvala lepa. Nosilec projekta postavitve kipa je bilo Turistično društvo Sromlje, zato k besedi vabim predsednico Anico Kranjčič. Spoštovani vsi prisotni, prav lep pozdrav vsem, ki ste se odločili začetek današnjega praznika preživeti v naši družbi. Ob tej posebni priložnosti bi se rada najprej zahvalila vsem krajankam in krajanom krajevne skupnosti Sromlje, ki so dali svojo podporo in podpis projektu novemu lesenemu kipu Svetega Martina. Posebna zahvala gre občini Brežice, da je bil projekt uvrščen v participativni del proračuna, vodji projekta Damjanu Žarjavu, izvajalcu kipa gospodu Jerneju Verbiču iz Šmartnega pri Rožni dolini in izvajalcu postavitve gospodu Igorju Vrstovšku. S to pridobitvijo smo zagotovo polepšali naš kraj, ki je že daleč naokoli poznan po sromeljskih narcisah. Zdaj pa bo sredi narcis kraljeval še Sveti Martin. Prepričana sem, da bodo s tem Sromlje še zanimivejše in privlačnejše za obiskovalce, pohodnike in turiste iz drugih krajev in da nam bo ta nova pridobitev v ponos in spodbudo, da se bomo na praznik Svetega Martina vsako leto dobivali v Sromljah. Hvala vsem! Prav lepa je sromljanska fara, prav lepa je sromljanska fara, prav lepa je sromljanska fara, še lepši je sromljanski zvon. Lepo mi poje ta sromljanski zvon, lepo mi poje ta sromljanski zvon, lepo mi poje ta sromljanski zvon. Svet Martin je njegov patron. Če kdo te vpraša, skod spati doma, če kdo te vpraša, skod spati doma, če kdo te vpraša, skod spati doma, prelepega sromljanskega. En hribček bom kupil, bom trsek sadil, prijatelje bom vabil, še sam ga bom pil, za staro, za mlado, za dobre ljudi, za vsega naj trta rodi, za staro, za mlado, za dobre ljudi, za vsega naj trta rodi. Tam gori za hramom en trsek stoji, je
da komaj zdrži, za staro, za mlado, za dobre ljudi, za vsega naj trta rodi, za staro, za mlado, za dobre ljudi, za vsega naj trta rodi. Tukaj na hribčku svet Martin stoji, nam trto varuje, jo blagoslovi, za staro, za mlado, za dobre ljudi, za vsega naj trta rodi, za staro, za mlado, za dobre ljudi, za vsega naj trta rodi. V letu 2021 je Vinogradniško društvo Sromlje izdelalo predstavitveni film o Sromljah in izvoru imena Sromlje ter povezavo z vinogradniško in vinarsko tradicijo našega kraja. V okviru tega projekta se je razvila ideja, katere iniciator je bil Roman Matjašič, da se v Sromljah postavi skulptura vezana s to tradicijo našega kraja. To idejo je za veliko vnemo prevzelo turistično društvo Sromlje in uspelo zbrati dovolj podpisov krajanov krajevne skupnosti Sromlje, da je bil projekt uvrščen v participativni del proračuna občine Brežice za leto 2022 in 2023. Zato sedaj z veseljem k besedi vabim direktorico občinske uprave, gospod Patricijo Čular. Lepo pozdravljeni, hvala za besedo. Lepo pozdravljeni v mojem imenu, v imenu občine Brežice, prenašam pa tudi pozdrave našega župana, ki bi si na današnji dan prav gotovo najbolj želel biti tukaj na tem kraju, ker menim, da je današnji dan in ta kraj pravi kraj za proslavljanje, pa žal zaradi svojih osebnih obveznosti temu ni tako. Zato prenašam njegove pozdrave in z veseljem ugotavljam, da z udeležbo na današnjem dogodku potrjujete izbiro, ki ste jo s svojimi glasovi dali projektu postavitve kipa svetega Martina tukaj na tem mestu. Kot je bilo že rečeno, je to bil eden od projektov participativnega proračuna, za katerega ste morali z glasovi nekako si izboriti, da je prišel v proračun občine Brežice, potem pa je v letošnjem letu občina Brežice oziroma sodelavec Damjan Žerjav z veliko pomočjo vašega, pa v veliki meri tudi našega Romana Matjašiča, skupaj nekako izpeljala v sodelovanju z turističnim društvom in krajevno skupnostjo izdelavo in pa postavitev. V veselje nam je, da se je ta ideja participativnega proračuna tako lepo zrealizirala in kaj še reči. Verjamem, da bo sveti Martin, tako kot je bilo rečeno, tudi skozi to podobo, tudi v prihodnje, mogoče še malo bolj kot letos, poskrbel za trto, ki raste v teh krajih in nekako poskrbel, da bo kvaliteta vsaj takšna, kot je tukaj v Sromljah, znate natočiti v kozarce. Tako da srečno. Hvala. Sedaj pa vabim gospod Patricijo Čular, gospod Anico Kranjčič in gospoda Romana Matjašiča k odkritju kipa. To stran gleda. Podnika Ivana Šumljaka in Romana Traverja, da blagoslovita kipe.
Takole, jaz vas prav lepo vse skupaj pozdravljam in sem res kot tisti, ki sem danes povabljen temu, da pobiram sadove. Vse to je začel že naš dragi gospod Roman v sodelovanju seveda z vsemi tistimi, ki ste skupaj stopili in naredili nekaj lepega in bogatega, da bo v naših Sromljah podoba svetega Martina tista, ki nas bo sprejela in nas povabila vse skupaj k temu, da se zavedamo, da je tukaj biti lepo. Ne samo ob kozarčku, na zdravje, ko rečemo na zdravje, ampak tudi sicer. Še posebej spomladi, kajti prva stvar, ki me je vezala na Sromlje, je bilo to, ko sem videl, kako lepo spomladi narcise zacvetijo. To je bila prva stvar, ki je mene nagovorila kot tistega, ki sem sem prišel. Danes pa slišim, in to me zelo veseli, da je nekdo, ki je iz Šmartnega v Rožni dolini. Je gospod tukaj? Ne. Lepo ga pozdravite, kajti to je kraj, v katerem sem bil sam tudi krščen in je tudi tam ta kraj, torej kraj svetega Martina, ki še posebej danes tudi govori. Hvala lepa res vsem in vsakomor posebej, ki ste nekaj lepega za te bogate Sromlje naredili in danes popestrili to lepo slovesnost. Še posebej pa se bi rad zahvalil gospodu Romanu, da je danes si vzel čas in prišel še iz enega Šmartnega, torej iz svetega Martina v Velenju, sem kaj v Sromlje, da bo danes blagoslovil ta kip, ki je sedaj tukaj tudi za nama. Pa pripravimo naša srca za srečanje z tem gospodom na praznik svetega Martina. In Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost in mir Gospoda Jezusa Kristusa, ki je krona vseh svetnikov, naj bo z vami vsemi. In s tvojim duhom. Bratje in sestre, danes blagoslavljamo novo podobo svetega Martina. Vabim vas, da s pripravljenimi srci sodelujete pri tem svetemu pravilu, ki nam razodeva pomen svetnikov v našem življenju. Svetniki so bili ljudje kakor mi. Imeli so radost in probleme, kakor jih imamo tudi mi. Odlikovali pa so se v zvestobi Bogu. Živeli in uresničili so Jezuso evangelij, ko jih častimo pravzaprav Boga, ki nam je za njihovim življenjem dal zgled krščanskega življenja. Po njihovi priprošnji pa nam daje svojo pomoč. Zato prisluhnimo tudi Božji besedi. Berilo je iz pisma apostola Pavla Filipljanom. Posnemajte mene, bratje in sestre, in se ozirajte po tistih, ki se vedejo po zgledu, ki ga imate v nas. Mnogi se namreč vedejo, večkrat sem vam jih že omenil, zdaj pa jih omenjam jokaje, kot sovražniki Kristusovega križa. Njihov konec je pogubljen in njihov Bog je trebuh, ponašajo se s tem, česar bi se morali sramovati, se gledajo so posmrtnost. Naša domovina pa je v nebesih, odkoder tudi pričakujemo odrešenika Gospoda Jezusa Kristusa, ta bo z Božjo pomočjo, s katero si more podvreči vse, preobrazil naše borno telo, tako da ga bo naredil podobno svojemu poveličanemu telesu. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Torej, lepo pozdravljeni tukaj v Sromljah. So zelo lepi kraj. To pomeni, je tudi doma vino, ne? In z vinom je povezan sveti Martin. Zdaj, nisem nikoli šel iskati zgodovino cerkve, zakaj so tukaj prav postavili cerkev svetega Martina, ampak prav gotovo je že nekaj stoletij povezan tudi z zorenjem vina. Torej, vino ni samo vsakodnevna pijača, ampak ga tudi uporabljamo pri daritvi svete maše in ima torej tudi poseben pomen. To pomeni, predstavlja vsa naša dela, vsa naši trud, ki ga prinesemo na oltar in potem Jezus to spremeni v svojo kri, kakor kruh v svoje telo. In sveti Martin, ki je tukaj, lahko rečemo, zavetnik te župnije in nas tudi blagoslavlja, je imel zanimivo življenje, mogoče samo 3 primere. Torej, zaradi očeta, ki je bil rimski vojak, je tudi sam moral postati vojak in je bil tudi častnik, kolikor vem, in je potem tudi druge vojake usposabljal za boj.
Zdaj, je bil kdaj v boju ali ne? Verjetno ne, ker je živel v tistem času, ko v rimskem cesarstvu ni bilo večjih nemirov. Potem pa ene noči, ko so vojaki tudi šli na toplo, je pa tudi sam šel na toplo proti mestnim vratom in tam zagledal berača in se mu je zasmilil. In potem je skočil s konja dol, ker je bil pač konjenik, in vzel meč. Berač pa se je prestrašil, a ne, in mislil, da ga bo pokončal, a ne. In je vzel svoj plašč in ga razdelil na polovico in potem ga dal beraču, ki je bil premražen. Verjetno je bilo bolj mrzlo kot danes, a ne, se danes še ni mrzlo. Potem pa po noči ima sanje, to pomeni ima sanje, kjer je videl Jezusa z angeli in na Jezusu je bilo polovico plašča, ki ga je dal beraču. In Jezus je rekel, evo, Martin mi je dal ta plašč, da me ne zebe. In takrat je Martin potem zjutraj spoznal, da je njegova pot z Jezusom. To pomeni, takrat je ga zaznamovalo, da se odločil, da bo pustil vojaško službo in šel za duhovnika in se skupaj z enim svojim prijateljem odločil, da bosta živela preprosto življenje. To pomeni v puščavi, bi lahko rekli, oziroma v obrobju vasi. Vendar ljudje so v njem videli dobrotnika, tistega, ki skrbi za uboge, in so ga želeli imeti za škofa, pa se je umaknil. In ko se je umaknil ob potoku, kjer bi se lahko skril, je bilo grmovje ali drevje ali gost, so bile goske, a ne? In goske so začele nenavadno gagati, ali pa se oglašati. In so ga našli, ter ga potem postavili za škofa, vendar kot škof je ostal še naprej skromen in živel svoje življenje z ubogimi. In zato mislim, da je sveti Martin tako priljubljen že 1700 let, zato ker prinaša upanje vsem, a ne, kot smo brali na začetku. Svetniki niso nič drugačni kot mi, imajo radosti in težave, probleme in vedno da na prvo mesto Boga. To je tisto, kar je značilno za svetnike, ki jih poznamo, in tako je bil tudi sveti Martin, ne, ki je imel zelo dobrosrčno srce, je bil usmiljen in milina je z njega veja, čeprav je bil vojak po izobrazbi, a ne osnovni, ampak je želel, da bi vsi ljudje bili tako, da bi imeli vredno življenje, pomeni je skrbel za Boga. In tukaj, ko ste postavili tako lep kip svetega Martina, ne vas vedno spominja, da on prosi za nas, posreduje za nas in nam želi, da bi tudi mi nekoč prišli k njemu, nebeško kraljestvo. In naj nas tukaj sedaj varuje. In pa, ko boste šli mimo, se vedno spomnite na dobroto, ki jo je dal. In nekaj malega, kar damo, tudi polovico plašča, ne, Jezus ne pozabi ničesar. Pa bomo sedaj blagoslovili, kip, da bo tudi Božja milost in vse, ne samo kip, tudi kraj, v katerem živite. Molimo. Poveličujemo te, Gospod, edino ti si sveti, iz usmiljenja do nas je poslal na svet svojega Sina, Jezusa Kristusa, začetnika in dopolnitelja vse svetosti. On je poslal na porajajočo se cerkev duha tolažnika, glas, ki neizrekljivo čist skrivnost svetosti, šum, ki je hkrati močan in mil, ogenj, ki srca vernih užge v ljubezni, Božje seme, ki rodi obilne sadove milosti. Tebe torej, Gospod, danes poveličujemo. Z darovi istega duha si obogatil svetega Martina, v čigar čas smo postavili to podobo, ta kip. Naj hodimo po Gospodovih stopinjah in posnemamo zgled svetega Martina, da tako pridemo do popolnega človeka, do svoje polne doraslosti v Kristusu. Naj z besedom zgledom oznanjamo evangelij in se ne obotavljamo dati zanj tudi svoje življenje. Ne vzamemo vsak dan Gospodov križ in se žrtvujemo v službi tebi in bratom. Ne izpolnjujemo dolžnosti v človeški družbi in prepojimo s Kristusovim duhom
in se oziramo kviško proti nebesom, kjer nas ti, Oče, sprijemaš v kraljestvo svojega Sina, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Gospod z vami. S tvojim duhom. Blagoslovi in varuj na vas vsemogočni in osmiljeni Bog, Oče, Sin in Sveti Duh. Amen. Pa se zahvaljujem za povabilo, najprej me je gospa Ana Krančič poklicala, potem še gospod Župni, to je bilo skoraj istočasno. Ja, tako da se zahvaljujem, tudi čestitam. Najprej vam in vsem krajanom, ki ste se odločili za ta korak, da postavimo zavetnika tudi zunaj v naravo, ne, on je rad bil zunaj v naravi, ne, in je bil po naravi človek, ki je živel z naravo in s človekom, ne, ki je del narave. Torej tudi vsem vam želim, da bi še naprej bili veseli v Sromljah, ne, sem pričakoval sonce in je tudi pogledal ven, ne, že prej, ko sem se vozil, zdaj pa zopet, ne. Tako da je tukaj res ne več sonca v teh krajih, zato imate tudi dobro kapljico, ne, tako da nikar ne pozabite na to, da je to vse dar od Boga, ki ga prejemamo in ga tudi vračamo, ne, ko se tako družimo in delimo drug drugemu veselje, pa tudi včasih je potrebno, da drug drugega tolažimo, ne, in on je bil tudi tolažnik in pribošnik tudi v preizkušnjah. Torej še enkrat čestitam, hvala lepa tudi občini in vsem drugim, gospodu Romanu, soimenjaku, tako da pa želim lepo praznovanje. Torej, moja služba je v Šmartnem pri Slovenj bila, tukaj je bil Martin, pa zdaj spet Martin, ali pa doma je Marija, pa v Dobu je Marija, pa tudi Toronto je bila Marija, samo Marija pa Sveti Martin, to je to. Tako da smo zmeraj povezani z svetniki. Ne. S tem zaključujemo uradni del. Najlepša hvala gre še enkrat vsem gostom ter vsem sodelujočim, gospe Patriciji Čular, gospe Jasmini Juratovec, gospe Anici Krančič, gospodoma župnikoma, moškemu pevskemu zboru in ljudskim pevcem ter vsem ostalim, ki ste se nam pridružili to dopoldne.